Nekateri pa so se za lepše življenje odločili sami. Ena izmed njih je gotovo neutrudna in bojevita Barbara Furjan, ki jo pozdravljam v današnji oddaji. Dober dan, dobrodošla, Barbara. Dober dan, hvala za dobrodošlico. Torej, pomemben cilj ste dosegli. Moram povedati, da je vaša pot dolga, že 20 let traja, pa vendar vi se na tej poti borite, niste nikoli odnehali in zato vas moram osebno izjemno pohvaliti. Torej, veliko Slovencev vašo zgodbo dobro pozna. Vi se namreč borite za vašega brata, ki je bil točno pred 20 leti na svoj 20. rojstni dan ubit oziroma ustreljen. Iščete resnico in zadnji vaš dosežek na tej poti je 60-minutni igrani film. Scenarij ste napisali sami, komu ste zaupali režisersko taktirko? Dejansko niti scenarij nisem napisala sama, ne, sama sem napisala to knjigo v imenu resnice, ki je šla že 5 let nazaj, 2012. Po knjigi, bi rekla, kakšno leto, 2 leti kasneje sem spoznala režiserja, to je Dejan Babosek iz Ljubljane. Takrat sem bila povabljena na njegov celovečerc, to je bil Izhod, in ta film kot slovenski film me je zelo impresioniral, ker je bil zelo dinamičen, hiter, ogromno akcije, niso bile tiste tipične dolgi prizori slovenski. In tako takrat sem bila zelo navdušena nad njim kot režiserjem. Ampak seveda je bil precej zaseden, tako da nekako 4 leta sva rabila, da sva se v bistvu letos odločila v začetku leta, da do septembra, ker je letos pač 20. obletnica, Blaž bi imel 40. rojstni dan, narediva to knjigo. In tako kot sva štartala z marcem, kot dokumentarno igrani del, sicer prva ideja je bila 15-minuten film, s 15 materijala se je nabralo toliko, da sva dejansko prišla do tega, da v bistvu scenarij je bil nekako tudi njegov. Ker jaz rada prepuščam stvari ljudem, ki jih obvladajo. In če on nekaj obvlada, prepustim to njemu, z mojimi mogoče dodatki vložki na tak način, tako da sva skupaj to zgodbo naredila zasnovo, kako bi ta film izgledal. Ne? Da se prepletata dokumentarni del in igrani del, da zgodba ni dolgočasna. V bistvu vpleta ogromno tudi, recimo, 2 sta glavna igralca. Torej, mladi slovenski prepoznavni igralci, tudi te ste izpostavili. Kdo sta 2 glavna, osrednja lika v filmu? V bistvu je to Blaža igra Andrej Lenart, slovenski igralec, in sem zelo zadovoljna, najde ga režiser, ne? Tako njega kot tudi Valentino Plaskan, ki igra mene v filmu. Oba sta nam tako, bi rekla, zelo podobna, kakršna sva midva z Blažem bila 20 let nazaj, ne? Ko sva bila še mlada. Res je, videno, preverjeno. In tudi kot človeka sta mi zelo všeč, bi rekla, kako sta tudi odigrala, se vživela v te vloge. Pa poleg njih je nastopilo še 7 igralcev, vsakemu posebej sem tudi hvaležna. To so nekako in prijatelji, mislim, ljudi sem praktično preko Facebooka po cesti kjerkoli našla, da so dejansko prišli in da smo v eni noči posneli vse te igrane dele. 2 noči je trajalo v Ljubljani za nočne prizore, še nekaj je trajalo čez dan. Drugače je pa v filmu še 16 ljudi, ki pa bi rekla za dokumentarni del. To so pa ljudje, ko sem pa imela jaz 2 snemalca praktično, ali Marjana ali Marjota. Obenem sem tudi izjemno hvaležna, ker to je bilo pa tako terensko delo. Skakali smo s temi kamerami po Sloveniji, iskali od prič do strokovnjakov, do vseh teh ljudi. Največkrat niso vedeli, zakaj se gre. Šele ko sem prišla tja, sem jim povedala, da snemam film. Samo 2 sta odklonila snemanja, drugače večinoma smo posneli njihove izjave in tako da sem zadovoljna, da so ljudje želeli povedati, želeli sodelovati in tudi film je tudi toliko tega dal, da dejansko sem lahko zapečatila to resnico, da sem pač spregovorila v Blaževem imenu, tisto, kar Blaž ne more več povedati, sem rekla, jaz pa lahko. In to pač povem skozi film. Čudovito, rekli smo v petek 8. septembra ob 19. ob 20. v ljubljanskem kinu Komuna. Koga vabite? V bistvu dvorana je že polna, povabljenih je 400 ljudi. S tem, da v prvi vrsti so povabljeni vsi, ki so film tudi finančno podprli, ker tle so me podprli ljudje preko fundacije Adrifund in sem tudi zelo zadovoljna bila z vso organizacijo, kako je to vse potekalo, mislim, kot ekipa Adrifunda mi je stala ob strani, da smo res
ker zadnje 3 dni je šlo že zelo na tesno, ko sem že mislila, da ne bo uspelo, pa enostavno je uspelo speljati se do konca. Ja, spletna platforma, kjer je pač vsak doniral v ta namen oziroma pač prispeval k svojemu filmu in zato so tudi povabili na premiero, ne, te ljudje. Plus znani Slovenci, plus ljudje, ki so Blaža poznali in tako dalje. Najlepša hvala, gospa Barbara. Jaz vam želim veliko sreče na vaši poti, predvsem pa to energijo, da jo ohranite. Veseli me, da ste v naši oddaji predstavili svojo zgodbo, ki vliva moč in vir vsem, ki so morda doživeli podobno krivico in se še danes borijo za resnico. Hvala za obisk.